Dragi obiskovalci, posebej smo veseli za prav vas. Danes bomo v družbi dveh velikih pogumnih žena, ki sta vsaka na svoj način šli skozi bolečino, bodisi zaradi bolezni, bodisi zaradi izgube ljubljene osebe. A vsaka na svoj način pričujeta, da tako bolezen kot izguba ne pomenita konca, ampak lahko v njih odkrijemo marsikaj neprecenljivega. O teh težkih, pa vendar po drugi strani čisto življenjskih situacijah bomo danes spregovorili o dveh čudovitih knjigah. Najprej slikanici Pogumna deklica Ula s podnaslovom Z veliko praznino v srcu, ki jo je napisala Nuša Mrzdovnik, ilustrirala Urška Stropnik-Šunc, oblikovala pa je Jana Randl. Nato bomo predstavili še pesniško zbirko sestre Metke Tušar z naslovom Svobodn. To pa je oblikovala Karmen Hvala. Z velikim veseljem torej danes v svoji družbi pozdravljam vse tri gostje, gospo Nušo Mrzdovnik, ki je najprej mamica trem deklicam, potem pa tudi po poklicu socialna pedagoginja, ki z veliko empatije in predanosti pomaga tako otrokom kot njihovim družinam. Lepo pozdravljam tudi vas, gospa Urška Stropnik-Šunc. Ste profesorica likovne umetnosti, sicer pa po poklicu ilustratorka. Veljate za eno najvidnejših sodobnih ilustratork v Sloveniji. Iskreno dobrodošla tudi sestra Metka Tušar, usmiljenka, ki pa svojo umetniško žilico radi preusmerite v pisanje verzov, bodisi priložnostnih pesmi ali izpovednih. Sicer pa ste predani delu z bolniki in trenutno delate v domu Svete Katarine v Mengšu. Pa predlagam, da najprej spoznamo, kdo je pogumna deklica Ula. Gospa Nuša, ste ženska, ki je v življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj. Verjetno se niti ne predstavljamo, kaj to pomeni. Zgodnjo izgubo moža. Takšna bolečina bi marsikoga zlomila, vi ste pa iz tega trpljenja, žalosti in obupa vstali z neverjetno močjo in pogumom. Verjetno je tudi ta slikanica zrasla iz vsega tega. Je to vaša prva pisateljska izkušnja? Ja, res je. Prva. Kaj pomeni kaj se zgodi, ko te življenje postavi pred eno takih težkih bolečin? Najprej se čas ustavi. Najbolj boli to, ko grejo vsi naslednji dan v službo, vse teče dalje, tebi pa se zdi, da nikoli več ne boš vstal in zmogel iti v svet, živeti in zraven še vzgajati te otroke. To je knjiga, v bistvu, v kateri se Ula sooča, Ula kot en tak simbol, Odločili ste se za eno deklico, čeprav v vaši zgodbi gre pa za tri deklice. Zakaj ste se odločili za eno tako, torej nekaj je tega življenjskega vašega iz vaše zgodbe, vseeno je pa na nek način samo ena deklica, ne tri. Kako ste povezali to izkušnjo, da je nekaj vseeno izmišljenega? Jaz sem si ves čas želela Ulo, pa mož ni bil za to. In ta Ula je bila ves čas z mano od malih nog. In takrat, ko je prišla ideja za to slikanico, sem se odločila, da bo Ula, torej moj četrti otrok, ki ga več nikoli ni bilo, in da želim združiti vse tri deklice v en lik. Torej, najmlajša takrat bila sicer stara pol leta, niti ni imela nekih interakcij s svojim očetom, pozna ga zdaj preko naših spominov, ampak ona ima modra očala. Srednja je igrala takrat harmoniko, starejša je hodila v šolo, skratka vse je, od vsake je nekaj vzeto. V katerem trenutku se je pa pravzaprav porodila vam ta ideja, da bi v tej bolečini začeli pisati zgodbo? Ko sem se pripeljala domov iz bolnišnice in sem morala puncam povedati, da pač ate nikoli več ne bodo videle. In potem smo šle v posteljo in je srednja vprašala: "Mami, a ati je umrl?" In sem rekla: "Ja, ati je umrl." In takrat sem se odločila, da moramo starši govoriti resnico, povedati, da ati ni zaspal, ker se ne bo zbudil,
da ni odšel, ker ne bo prišel nazaj, ampak je umrl. In čeprav takrat teh besed ni razumela, je vseeno pač bilo to tisto, kar je tisto dokončno. Kdaj so pa potem dekleta vseeno to spoznala, da ati je ne bo več? Kar veliko časa so rabile. Najmlajša še vedno reče, pa si ati bo prišel, čeprav zdaj reče, mami, ne vsi bomo umrli, bomo šli k atiju in potem pridemo nazaj. Ali pa mi reče, mami, rada te imam do atija in nazaj. Pogumna deklica Ula se torej sooča s to največjo izgubo, a v njej odkrije nekaj neprecenljivega. Kaj Ula odkrije v tej izgubi in kaj je vam in vašim deklicam pravzaprav najbolj pomagalo, da ste danes nasmejani, da ste polni življenja in da se veselite, da se znate veseliti vsakega dne? No, ravno to sem želela s tem sporočiti, da kljub temu, da se zgodi življenje, da se lahko smejimo, lahko živimo naprej, da bo vedno z nami, ampak ne rabimo zaradi tega biti črne in žalostne in se držati v hiši. Lahko živimo, lahko gremo na izlete, lahko si privoščimo stvari. Kakšen je pa bil odziv okolja? So se izolirali od vas? Vi žalujete, ne vem, so imeli ta občutek, da vam lahko pridejo blizu? Odvisno, nekateri so bili, zelo veliko je bilo takrat sporočil in klicev, kar pa jaz nisem zmogla. Nekateri so to težko sprejeli in so se potem oddaljili in se niti niso vrnili, ampak sem rekla, je že tako prav. Se ne morem z vsemi, ker to je telefon zvonil ves čas. Jaz imam pa 3 otroke, eno polno dojeno, punce seveda dejavnosti naprej, ker nisem želela, da se tudi tam življenje ustavi, šolske stvari. Ne vem, različno so se odzivali, no. Jih je pa peščica še samo ostala tistih pristnih, ker kakor smo imeli prej širok ljudi okoli nas, je zdaj to nemogoče, da bi še zmogla. Je bilo pa recimo mi kar težko sprejeti to, ko so začeli govoriti, ja, se pa grejo okoli, pa so tam, pa se jim ne gre tako težko. Kljub temu, da pač imam na Karitasu zdaj odprt račun zaradi poplačila kredita, ki je bil pač res zelo, zelo visok, ker sva si midva 2 leti prej ustvarila dom in hipotekarni kredit je pač ostal. Ampak nihče pa ni vedel, oziroma redki so pa vedeli, da so nas povsod povabili in edini strošek je bil poln tank bencina in kar je bilo hrane v hladilniku. Bi mogoče želeli še z nami podeliti samo to zgodbo, kaj se je zgodilo, kako ste se vi soočili v tisti prvi trenutku, ko ste izvedeli, da verjetno mož ne bo preživel? To so me seznanili nekje 10 dni prej. Prej je bil še kandidat za presaditev pljuč. Potem pa so se... V bistvu je bilo prelomno to, da sem jaz začela postopati malo bolj resno, da sem začela jaz brati navodila proizvajalcev, kakšna zdravila dobiva in začela spraševati, zakaj to dobiva, če pa v navodilih jasno piše, da tega ne sme prejemati, ker ne gre recimo z dializo skupaj. In oni so me potem zadnji dan, ko sem prišla k njemu, zaprli v eno sobo in so rekli, da se moram zlomiti, da se ne zjočem, da me že 2 meseca opazujejo in da ne morem tako naprej. Jaz sem pač potem bila v tisti sobi, skozi okno sem lahko gledala moža in čakala, da me spustijo ven, da lahko grem k njemu. Takrat, v bistvu 10 dni prej ko sem začela tako postopati, naenkrat ni bil več kandidat, naš odnos se je zelo spremenil in potem pač sem čakala, kdaj bo ta dan. In kaj človeku potem v tem hipu ostane tisto kot oprijemljivo? Tisto, kar ti da moč? Otroci. Saj verjetno bi povsem drugače žalovala in šla drugače skozi vse faze žalovanja. Če ne bi imela njih, na eni točki sem se rekla, niso one tiste, ki morajo to prevzemati. Se najtežje je bilo ob večerih, ko so punce spale. Pa si sam na kavču, kjer smo pač prej sva se pogovarjala skupaj, pogledala kakšno serijo, šla skupaj spat.
pol si pa kar naenkrat sam in grozna tišina in ne vem, to je bilo tisto, kar je bilo najbolj težko. Ali pa, ko je bilo prenaporno, ko nisem mogla vsem trem naenkrat, takrat sem bila zelo jezna, da ga ni. In sem večkrat rekla, pa kje ravno vi nimate atija. Odločili ste se, da se boste borili za življenje, zase in, kot pravite, za svoje 3 deklice. Namesto, da bi se zaprli vase, ste svojo bolečino preoblikovali v navdih ter oporo za druge. Vaša zgodba je na nek način glas tistih, ki trpijo, pa si želijo naprej. Kakšno je vaše sporočilo torej vsem, ki se morda soočajo s podobnimi preizkušnjami? Kot sem že prej rekla, ja, čeprav se zgodi življenje, da lahko si upajo, naj se ne ozirajo na okolico, oni vejo, kaj čutijo, da je vsako čustvo, ki pride, je pravilno, da nihče ne more ti reči, da pa tako naredi, ker vsi to doživljamo drugače. Imam prijateljico s popolnoma enako izkušnjo, par mesecev prej, ki smo se v bistvu spoznali. Takrat, ko sem se jaz domov vozila iz Ljubljane, sem razmišljala, kako bi jo spoznala. In naslednji dan sem dobila od druge prijateljice njeno telefonsko številko. In 2 dni po pogrebu je prišla na obisk. In najina vez je zdaj zelo močna, ampak vsaka to predeluje na svoj način. Je pa res, da ko nekaj izraziš, njej ni čudno. Recimo, grozno mi je bilo, ko sem bila z njim v postelji, pa sem mogla iti. To nekdo bi rekel, ja, ga nimaš rada ali kaj. Ampak ti gledaš tam svojega človeka, ki trpi, in to lahko razume samo tisti, ki je stal ob tem človeku, svojem človeku, ki trpi. Čeprav bi bil skozi tam, ako veš, da imaš otroke. Kot omenjate, da sta vidve vsaka na svoj način to doživlja. Kako pa recimo to opažate pri svojih puncah? Kako, verjetno 3 različne tudi po karakterju, kako to recimo predeluje? Kako so takrat oziroma kako danes se s tem sooča? Srednja je zelo veliko prejokala. Zdaj recimo kakšno leto mogoče, ali pa še manj, da je malo lažje. Starejša pa se je dala v znanje in 100% mora biti na testih, uspešna na vseh področjih, to pa je njen način žalovanja. Ne more mi reči, v redu je 4, mislim, jaz si rečem, v redu je 4, ampak ona, ko pride domov, reče, pol točke sem izgubila, ona mi ne pove ocene. In se žene na vseh področjih, ker na ta način predeluje. Čakam še, če se bo pa slučajno še zlomila, ker ne vem, kako dolgo bo lahko to zdržala. Tudi rečem, z oči se prosim, ampak ne more še. Najmlajša pa vidi ga na sliki, pove, da je to ati, večkrat joče, da ga pogreša, čeprav niti ne ve, koga pogreša. Ampak glede na to, kako mi povemo, kakšen velik človek je bil, ker je bil res velik oče, vsega smo se usklajevala, vse je bilo urejeno, za vse je poskrbel. Edino, kar je vedno rekel, če pa še perem, te pa ne rabim. Tako da kuhal je on, res, jaz sem bila brez skrbila, sem šla kamorkoli, sem vedela, da bo poskrbljeno za otroke, vsako jutro je peljal v vrtec, šel iskat, so imeli tiste male skrivnosti z atijem. Oni sta bili res atijovi punčki, no. Tako da je bila izguba še toliko težja, ker sta bili nenormalno povezani z njimi, navezani na njega. Tudi oni so imeli večerne rituale skupne, ker sem seveda kot mama morala za druge stvari poskrbeti, ampak on je bil pa tisti, ki se je vedno vzel čas. Lahko rečemo, da je to v bistvu knjiga za vse otroke, ki so morali prehitro odrasti. Bolečina je toliko večja, ker njo nisi vključen torej sam, ampak tudi tvoj otrok. Kako ste kot mama uspeli torej svojim deklicam stati v strani vse tiste prve faze, od soočanja, potem skozi ta leta dolgotrajnega žalovanja in na nek način do te vrnitve v vsakdanje življenje, ko se Ula spet veseli, da lahko gre med prijatelje, da lahko gre v šolo, da lahko upravlja svoje dejavnosti? Jaz sem se ravnala čisto po njih, kar so tiste trenutek potrebovale. Jaz sem jim vedno povedala, da so lahko žalostne, lahko so jezne, da niso one krive, da nobena od nas ni kriva za to.
da naj mi povejo, kako se počutijo, in najbolj sem pa želela, da mi povesta, pogrešam Atija, da je to vedenje tu zraven sodi, a ne? Če je bilo recimo vedenje takšno, da sem rekla, pa dobro, pa kaj je narobe zdaj, a ne? Zakaj se tako obnašaš, ali pa časih niti niso znale povedati, kaj je, ker je bilo toliko podzavestno, da smo potem skozi pogovor in veliko objemov. To ima pa recimo srednja še vedno, da ne želi sama spati, čeprav je stara že 9, ampak želi, da je nekdo prisoten. Če tudi spi ob postelji, recimo na jogiju na tleh, ampak samo, da je nekdo z njo. Ta bližina je res zelo manjka. Ula nas spomni, ko smo že tudi rekli, da se v žalosti lahko pogovarjamo. Velikokrat imamo strah pred tem, kako pristopiti do človeka, ki žaluje, kaj mu reči, včasih ne najdemo niti pravi besed, se sami izoliramo. Najraje bi se kar nekam skrili. Kaj pa nas o tem nauči Ula? Ja, recimo, če izhajam iz sebe, tudi ko zdaj preberem kakšno novico, da je nekakšna mamica ostala sama, si rečem, kako bo zmogla, mislim, ne vem, kako bi, a ja, saj sem, a ne. Toliko stvari se je zdaj zgodilo vmes, da res lahko rečem, res je lahko dobro, ampak si moraš dovoliti. Vedno imamo izbiro, lahko smo zaprti v hiši, ampak če človek tako čuti, vseeno lahko. Ampak na neki točki je pa vseeno čas, da gre v svet in da ne drži teh stvari toliko močno, da se poslovi od stvari, ki so, recimo, jaz sem po enem mesecu že dala njegove stvari stran, ker je slučajno tako nanesla, da je en deček rekel, da bi nekaj imel. In se je takoj zgodilo in smo šla do omare in sem odprla omare in sem rekla, vzemi, kar želiš. In ta otrok je 2. letnik srednje šole in še vedno nosi ogromno njegovih oblačil, ker mu je bil tako dragocen človek. In potem ima sosed, ki ima enako ime in enak priimek kot moj mož, pa je sosed, slučajno, ima tudi veliko njegovih oblačil, recimo, in mi je všeč, da vseeno živi pa tudi na ta način naprej. Jaz pa ne rabim te stiske sama sebe dela, da gledam stvari. Najdlje časa recimo trajalo, da sem v kopalnici pospravila njegove oblačila za spanje. Ampak to so pač koraki, ko je vsak doživlja po svoje, nekateri leta tega ne morejo narediti. Ampak jaz vem, da bi bilo to za mene večja stiska, če bi vsak dan to gledala. Vsej sami imamo slike z otroki, vseeno se ga spominjamo vsakodnevno, ampak je drugače. In kako ste res zmogli vse to, 3 otroke sama? Taka sem. Neustavljiva, mnogo preprek sem še imela tudi prej v življenju, pa sem prišla, ker jaz, ko si zadam cilj, je jasen in to zmanifestiram in do tega pridem in tako je. In jaz sem rekla, da obljubljam, da bom poskrbela za otroke, on mi naj pa pomaga s kreditom in če kaj ne bom vedela, da mi vsaj nek znak da, kako se naj odločim, ne. Ula nas torej popelje v en poseben svet žalovanja, vendar iz tega žalovanja tudi opomni, da lahko z ljubeznijo, s pogumom zmoremo skozi vse to. Gospa Urška, vi ste dobili nalogo, da ste to kar težko zgodbo na nek način preslikali v te zelo igrive, zelo barvite ilustracije. Pa mogoče za začetek, kako je sploh prišlo do tega vajinega sodelovanja, odkot se je porodila ideja, da bi morda to vi? Mi dve z Nušo imava eno skupno prijateljico Tino in ta Tina naj jo je nekako pripeljala na ta skupen projekt. Jaz sem seveda zelo globoko zajela sapo, ko sem slišala o zgodbi, namreč Nuša, Tina je vprašala, če me lahko ena Nuša pokliče. Jaz sem rekla, da seveda me lahko in ta telefonski pogovor, mi dve se nisva prej ne poznali, ne videli, je iz prve trajal, bi kar rekla, debelo uro. Dve klepetavi ženski, povedala mi je idejo, jaz sem seveda zelo odprta za vse in sem rekla ja, da bom.
No, pol sem se pa začela ciklati sama s sabo, da to je pa le zelo težka tema, kako jo približati otrokom. Naj povem, da en projekt z drugačno tematiko, ampak vseeno s težko, me je v dosedanjem ilustratorskem delu že nagovoril. To je bil Lev Rogi. Gre za zgodbo o Igorju, ki je padel z lestve in ne more več hoditi, se pravi, je gibalno oviran. In on pač te zgodbice, on pravi, da so super, da jih jaz ilustriram, ker dajem kljub temu, da so teme težke, en določen barvit optimizem. Ampak skozi proces, jaz sem si kar precej časa vzela, Nušo sem prosila, da naj se ne mudi. Sem pa na momente bila tudi zelo, zelo, zelo potrta. Jaz sem tudi občutljiv človek, a ne, in me je večkrat zelo, zelo dotaknilo vse skupaj. Sploh sem mogla zelo preštudirati eno ilustracijo v slikanici, če jo Nuša poiščeš, ko je tista, ko je prej Nuša rekla, da je mogla seznaniti otroke, a ne, in sem najprej imela idejo, da bom jo naredila v sivi tonski lestvici. Se pravi, da bom uporabljala vse možne sive tone, ampak meni se je zdelo, da je to tako žalostno, da niti siva tonska lestvica ne more tega narediti. In sem rekla, da to bo pač črno-črna tema, da lahko potem mogoče iz tega gradimo pa naprej neko življenje. A ne, tukaj je, na primer, ta prelomen trenutek, saj meni se zdi v slikanici, a ne. Hvala. Bi morda še katero drugo ilustracijo izpostavili, da vam je predstavljala poseben izziv? Pač jaz vedno, ko ilustriram, gledam skozi svoje oči, ko sem bila majhna. In tudi tam, ko je mala Ula delala risbice, da jih je mamica nosila Atiju v bolnico, tam se zelo sebe spomnim, ko sem tudi, naprimer tole, ona je mogla velikrat pred bolnico počakati, ampak vedno je bila pa optimistična, mislila, zdaj mu bom jaz nove in nove risbice naredila, tako da pač tudi to, ko je mamica žalostna, pa leži na kavču in ona jo zopet hoče razveseliti, slika ni, mislim, naprej je še Nušika. Ne, tole. Ko je mami ležala na kavču, Boga zmatrana še. Tale. Spet to, ona je pozitivna, ampak mi vemo, da kadar smo žalostni, da nam je tudi, ne vem, težko mimo pomivalnega korita s posodo iti. In tukaj sem se recimo ful čutila tudi Nušino žalost, pa ne glede na to, da je zdaj Nuša v bistvu pogumna in vedra, vem, da je šla verjetno čez veliko trpljenja, že namreč, ko imamo izgubo enega človeka, ki je pač po vrsti, da recimo noben ne bo tu ostal, je to zelo, zelo žalostna izkušnja, ne pa da ti takle sredi življenja v mladosti nekdo gre in ga ni. In kaj vam pomeni ta izkušnja? Verjetno ne ilustrirate vedno po resnični zgodbi. Saj pravim, da ne. Zato sem si tudi vzela toliko časa, da sem v miru to premlela. Jaz kar veliko tečem in potem sem vedno, ko sem šla tekat, sem premlevala, naprimer od ilustracije do ilustracije. Pa naprimer, ni nujno, da sem jih delala po vrstnem redu, ampak me je kak del teksta bolj nagovoril, pa sem tisto prej naredila. Ampak je bilo kar enega dogovarjanja same s seboj, kako in kaj. Naj pa povem, da recimo, ko grem jaz kdaj na sejem otroške literature v Bolognijo, tam sem se pa srečala z založbami, ki se ukvarjajo izključno s tem o minevanju, o izgubah, ali je to hišni ljubljenček, ali je to babica, ali je to mogoče otrok. Tako da, naprimer, s tem sem bila seznanjena, to sem že videla, ampak tukaj v slovenskem prostoru pa ne vem, če ni tole kar en tak bolj od redkih primerov, kjer se na otroški način, recimo za prvo 3-letje, ukvarjamo s tako težko temo, kot je tako velika izguba. Ja, res je, tega ni veliko, najde pa mislim, da še vse kakšna. Povejte mi še, kaj pa sicer radi ustvarjate preko teh ilustracij? Ja,
kar raznoliko delo pač ustvarjam. Jaz sem ilustratorka že 27 let, v bistvu je to moj edini poklic. Do zdaj sem niti sama ne štejem več, okoli 90 slikanic mi je bilo danih, da sem jih ilustrirala. Različna dela za otroško periodiko ustvarjam, ampak to so take vesele, igrive teme, čist drugače kot ta slikanica. Pa naprimer za televizijo Slovenija, za kakšne otroške oddaje delam, pa razne knjižne projekte, no, to, tudi kakšna učbeniška literatura, kakor kdaj, ja. Hvala. Pa se sprehodimo še med pesniškimi utrinki sestre Metke. Sestra Metka, na začetku te zbirke ste zapisali: spet imam občutek, da bi lahko napisala pesem. In ste jo, pa ne samo ene, za celo pesniško zbirko. Kako pesmi nastajajo pri vas? Iz česa se rojevajo? Mogoče bi najprej omenila to besedo spet, se pravi, to pomeni, da je enkrat že bilo, ne, a vsaj enkrat. Tudi v prvi pesniški zbirki sem imela prvo pesem, se je začela tako, občutek imam, da bi lahko napisala pesem, in potem sem pač v tisti pesmi nekako pojasnila, kakšna bo vsebina, kaj želim napisati, ne, da pač želim napisati kakšno tako pesem, ki bo vzpodbudo, ki ne bo recimo tako pesimistična ali pa tako, ampak nekaj takega spodbudnega. In potem tudi pri tej drugi, sem pa spet napisala, spet imam občutek, da bi lahko napisala pesem kratko. Se pravi, da je bilo to pravzaprav tudi neka napoved, da bojo to mogoče take utrinki, hajkuji ali pa kakorkoli že, take krajše misli. Ja, zdaj kako nastajajo pesmi. Se pravi, nekoliko več izvorov, recimo, bi lahko rekla, da imamo, ne. Eno je odnos z Bogom, odnos do narave, svetopismo, potem pa, ja, opazovanje recimo življenja, odnosov okrog sebe, in to sem nekako prelila v tele verze kratke. Tako nekako, ja. Napisali ste: nisem pisateljica, da bi napisala roman, nisem strokovnjakinja, da bi napisala knjigo. Sem samo preprosta oseba z nekoliko umetniške žilice, ki je občutljiva za vse Božje. Morda kakšno besedo o teh pesmih? Kako je sestavljena pesniška zbirka? Ja, mogoče še k prejšnjemu vprašanju bi lahko še to rekla, da so v bistvu pesmi v obeh teh zbirkah nastajale v večerni tišini v kapeli. Ko sem nekako pred Bogom izlila, kar se je dogajalo čez dan, kar sem videla, kar sem razmišljala, kar se je zgodilo, kar sem prebrala, in sem nekako to, ali pa kjer sem hodila, tiste kakšne vtise iz narave, ki so se potem tudi prelili v pesem. Tako da, ja, res so nastajale tam. In vsebina knjige je pa zelo raznolika. Na začetku mogoče tako življenjske danosti, kjer so opisane razni dogodki oziroma razne stvari, ki jih človek lahko doživi, pa tudi vrednote. Potem naprej so pa še tele, recimo, kako se recimo doživiš naravo, kako se doživljaš medsebojne odnose, odnos do Boga, do sebe, do ljudi, do sočloveka, do narave. To pač v glavnem nekaj, se pravi, nekaj je tako zelo pozitivnega, včasih je pa tudi kakšna kritična misel vmes, ker ni vse tako, kot bi moglo biti, ne. Če sam povem en primer, zdaj sem bila doma, pa sem nesla tudi knjigo s sabo, pri domačih, in sem razmišljala, kako naj to bratu dam, da bo
če kako bo sploh zanimalo. No, in potem sem pa želela podariti knjigo eni prijateljici, ki smo že za prejšnjo knjigo naredili predstavitev v našem kraju, a ne. In mogoče sem rekla, jo bom srečala pri maši en dan in potem sem pozabila vzeti, oziroma nisem vzela s sabo knjige, ker nisem vedela, a jo bom tam srečala. In potem sem se pa že med potjo spomnila, se bi jo lahko dala v avto, pa jo pustila v avto, a ne. In sem se že nekako, kako sem neumna, a ne, veš, prav razjezila sem se na sebe. In sem rekla, to pa ne more biti tako, a ne. To pa ne smem si pilati možgane s takimi mislimi, a ne. Sem rekla, sigurno je to za nekaj dobro, ne. In je bilo bolj res, a ne. In tale prijateljica je šla potem z mano domov in sem ji dala knjigo. In kasneje me brat vpraša, kaj si ji pa dala, kakšno knjigo si ji pa dala? Sem rekla, to je ena moja knjiga, ne. In potem sem pa prinesla, sem rekla, to si mi dala, to je moja druga knjiga. Je rekel, pa je postavil tam v kot, a ne. Sem rekla, vse te poznam, bom jaz kar to tle pustila, mogoče pa kasneje kakšna radovednost, da ne premamla, pa bo šel pogledat. No, in potem, to je bilo zvečer, naslednji dan zvečer pa pride, pravi, veš, sem prebral. No, sem si mislila, kaj bo zdaj povedal. No, pol je pa izjavil, če bi pa vsi ljudje tako razmišljali, potem bi bilo pa lepo na svetu. No, in to me je pač tako prav ganilo, no, tako. Ja, res je, ta pesniška zbirka se mi zdi nekaj posebnega. Ravno zaradi tega, da kjerkoli odpreš, včasih dovolj, da samo en utrinek prebereš. In odpira številna razmišljanja, številne zanimivosti, tako lahko o tem človek razmišlja v bistvu kar nekaj časa, samo o enem vašem tej pesniški obliki, za katere ste se odločili, ne. Tudi sami ste šli skozi preizkušnjo bolezni, ob kateri ste se toliko bolj zavedali svoje šibkosti, majhnosti, grešnosti, a hkrati velike hvaležnosti za vse, kar vam je ta bolezen prinesla. Kakšna je bila vaša pot skozi temo bolečine do tega neprecenljivega spoznanja, da je pravzaprav življenje dragoceno vse od prvega do zadnjega diha? Ja, najprej bi rada tudi na tem mestu se zahvalila vsem, ki so veliko molili, veliko darovali, veliko maš je bilo tudi za moje ozdravljenje in zdaj, da imate rezultat tukaj. Res sem hvaležna, se pravi, in za molitev in za vsako drugo podporo, ker človek veliko lažje gre skozi bolezen, če čuti podporo, pa če ima, da so tudi odnosi urejeni, a ne. Če se moraš le med boleznijo, ne, nekje urejati odnose, posebno v družini, a ne, ali pa med najbližjimi, je to veliko težje, a ne. Potem preveč energije porabiš v to, a ne. Tako, jaz sem jo pa lahko porabila za to, a ne, da sem se ukvarjala, pač razčiščevala. Ja, ta bolezen mi je prinesla res ogromno spremembe in tudi skozi te knjige. Prvo knjigo sem napisala, pesmi, ko so malo daljše, tako kratke, ne. Sem začela pisati 1 leto in pol, preden sem zbolela. In ko sem nekako napisala zadnjo pesem, oziroma zadnjo pesem in je šlo, ni še šlo v tisk, ne, ampak ko sem zadnjo pesem napisala, sem čez 2 tedna bila že v bolnici. In sem nekje spoznala, da je bila to pravzaprav priprava na mojo bolezen. Ker v tem času sem pravzaprav spoznavala tudi sama sebe, dajala ven tisto, kar sem čutila, da je v meni, kakšne recimo so moje prepričanja, kakšne so moje vrednote, a ne, in kakšna so moja razmišljanja, stališča, ravnanja. Tako da v bistvu sem to
potem videla, ne, koliko mi je potem tudi to pomagalo, tudi v sami bolezni, ker sem že imela pripravljeno, ne, teme oziroma stvari, mi ni bilo treba še takrat nekaj razčiščevati. Ne. No, po bolezni oziroma ko se je zdravljenje zaključilo, sem pa pač zbrala vse te pesmi skupaj in je v bistvu bolezen tudi pripomogla k temu, da sem sploh dala tiskati, da sem sploh dala objaviti, ne, ker so me tudi drugi spodbujali, naj to dam. No, ko pa pač išla ta prva knjiga, sem pa že začela pisati to drugo, ne, tele kratke hajkuje oziroma utrinke. In v bistvu potem v drugi knjigi sem pa potem videla, da ni toliko izpovedna kot prva, ampak moja razmišljanja, na primer, ne, kaj so moje vrednote, prioritete, ne, kako si jaz predstavljam svet, kakšen bi naj bil, ne, je pa bolj to poudarek, ne. Zdaj, še ena velika stvar, ne, ki sem jo pač doživela tudi v tej bolezni, je pravzaprav to, da sem sprejela sama sebe, da sem se opogumila in da nekako prej se mi zdelo, da sploh nimam pravice do nekega svojega mišljenja, do neke svoje prepričanosti, do nekega svojega ravnanja in se mi zdi, da sem vedno nekje usklajevala svoje odzive glede na to, kaj mislijo drugi, ne. Zdaj si pa upam povedati kakšno stvar in v bistvu tudi skozi knjige ven, skozi tele pesmi sem pravzaprav dala sama sebe ven, ker ne vem, če bi kdaj lahko to kaj povedala. Bi morda z nami podelili kakšno pesem iz vaše zbirke? Ja, zdaj mogoče kar tole o trpljenju, ker smo že veliko se o tem pogovarjali, slišali. Kako trpljenje sprejeti in nositi, da ne postanemo njegovi ujetniki, da se ne počutimo žrtve zle usode, da se ne vrtimo le okrog svoje bolečine, da ne krivimo vseh okoli sebe za svojo nesrečo, ampak se dvignemo in zasvetimo, preizkušeni, izkušeni in utrjeni. Odgovor je preprost, izvedba pa ne toliko. Odgovor se glasi: zaupaj svojo pot Gospodu in on ti bo pomagal. Vse je prav. V teh hajkujih se čuti tudi ena posebna simbolika orla kot simbol svobode in orel najprej zna prisluhniti sebi, da lahko reče ne vsemu tistemu, kar mu prinaša samo navidezno svobodo. Zmore se dvigniti nad samega sebe in končno lahko zapleše, zaživi v resnični svobodi. Kaj vam pomeni svoboda? Kako jo pravzaprav razumete? Ja, v enem od utrinkov sem se spraševala, kako to, da človek v sebi čuti to potrebo oziroma to naravnanost, da hkrati sočloveku njegovo osebno svobodo. Zakaj je to kritiziranje, zakaj je to nerazumevanja nekoga drugega, ki mogoče se malo drugače obrne, in ni čisto po naših standardih. V bistvu sem se to tudi spraševala. Jaz čutim svobodo tako nekje kot da imam pravico izražati svoje mišljenje, da imam pravico, do ustvarjalnosti, do nekega svojega pogleda, da lahko iščem svojo pristno pot,
ker vsak človek je malo drugačen. Ne? Vse, če bi Bog hotel, da smo vsi enaki, bi nas vse enake naredil. Ne? Tako da, ker smo vsi tako različni, se pravi, če recimo neko ravnanje, neko obnašanje nikomor ne škodi, potem zakaj bi to preganjali, in ja, tako, ne vem, zakaj ne bi človek imel pravice, zakaj najprej pomislimo na slabo, karkoli nekdo ali naredi ali reče, imajo res nekateri tak dar, da vse skritizirajo, pa čeprav mogoče sploh ni bilo mišljeno, ponavadi ni. Jaz sem pač prepričana, da je vsak človek v sebi ima neko dobroto, neko naravnanost, neko poštenost, ker ne bi bilo razloga, da si vsak človek, tudi če kaj slabega naredi, skuša upravičiti, da je to bilo za nekaj stvar dobro. Ne bi imeli te potrebe v sebi, če ne bi bilo dobro, če ne bi ljudje imeli dobrote v sebi. No, v vaši pesniški zbirki se čuti tudi velika povezanost z naravo. Naj povem, da ste jo opremili tudi s svojimi fotografijami, veliko ste v naravi, veliko tudi sami fotografirate in poskušate ujeti, kot sem tako razbrala, tako tiste detajle, ki jih velikokrat spregledamo, do številnih čudes, ki nam jih narava ponuja. Odkot ta ljubezen do narave? Ja, moram reči, da se je pravzaprav meni ta ljubezen do narave zelo pozno pojavila. Pri 30 letih sem se nekako zaljubila v gore in od takrat sem vsako leto nekje bila višje. Tudi z Jožico sva nekajkrat šli skupaj na Triglav, tako da mislim, da so v enih 10 vsaj gorno. Tako, pa seveda, ja, in je bilo toliko fascinantno, recimo zahodi, sončni vzhodi ali pa nekje megla v dolini, gor pa sonce, pa tak, ali pa rožice tele gorske, tako da sem to zelo veliko slikala. V naravi pa sem pač nekaj tudi začutila, neko povezavo z Bogom, recimo, in z Bogom in življenjem. Recimo, kot je vsaka pot v gore naporna, se pač prepotiš, prečistiš, tako sem tudi to razumela v duhovnem smislu, da je treba tudi v duhovnem smislu dati neki napor, ali pa tudi v življenju, da ne gre se gladko, da imaš kar neki izzivov včasih, in tako, ja, se pravi, pot v gore je tudi pot v življenju, tako da pač tako razumem nekako to. Je pa res, da zdajle imam pa kar izziv, kako se spet postaviti, dobiti kondicijo. Ne vem, upam, da bo šlo, Morda, ko omenjate to kondicijo, mi je bilo zanimivo, ko sem pred časom gledala en posnetek, kako ste se učili pisati po tej bolezni in morda še z nami podelili to izkušnjo. Ja, na začetku, ker sem imela tumor v glavi in je bila operacija in je potem desna stran bila malo bolj švoha in tudi nisem znala skoordinirati, svinčnik sem sicer prijela v roke, ampak nisem znala črke napisati oziroma nisem, čeprav sem vedela, kakšna je, ampak ni šlo. In potem se pač nisem niti toliko obremenjevala, počakala sem se, kaj se bo prišlo enkrat nazaj. No in ko sem pa lahko začela pisati, sem pa v bistvu tako hvaležnost začutila. Že prej sem si večkrat želela, jaz imam zelo rada tudi svetopismo, že prej sem si večkrat želela prepisati vsaj Markov evangelij. In sem si rekla, da zdaj bom pa pač to naredila, zdaj pa itak imam čas, bom že to počasi pol ure na dan sem si vzela za to pisanje. In sem pač kupila nekaj listov, pa kemični svinčnik, no in sem začela pisati vsak dan. In potem, ko sem prvi tale evangelij prepisala, sem še šla malo listov kupiti, da sem prepisala še
pismo Rimljanom Pavlovo, ne. No in potem, ko sem to prepisala, sem šla še po malo listu. In sem prepisala, ne vem, mogoče prvo Korinčanom, no. No in tako naprej, od ene knjige do druge, da sem na koncu prepisala celo Novo zavezo. In to sicer v enem letu in pol. No in ko sem pa lih razmišljala, kaj čem pa zdaj, ne, ko imam celo to Novo zavezo, pa sem si mislila, mogoče bi pa zdaj psalme. Ampak sem šla v trgovino, pa tistih listov ni bilo več. Tako zdaj pa to znak, da je dovolj, ne. Ja, no, vmes sem se pa še začela učiti kaligrafijo. In sem potem, ko sem to končala, se pravi, sem pa potem še Marko Evangelij s kaligrafsko pisavo prepisala, tako da. Ampak je bilo pa zanimivo, začela sem pisati Novo zavezo, a ne, na praznik Marije Brezvadežne 8. decembra in sem dokončala na praznik Marije 31. maja, Marijinega obiskanja, ali kako že, ja. No, v glavnem pa tudi pač ja, in v tebi sem videla to. Zdaj pa ne vem, če mi bo prospelo, ampak zdaj letos sem pa imela za projekt, da se bom Marko Evangelije naučila še na pamet, zato ker so mi tako obljubljali, da bom imela veliko težav s koncentracijo in spominom, ker je pač to bil glih na tistem mestu, da je bil pravzaprav ta center v možganih nekako prizadeta, ne, tako da še zdaj, a ne, se vidi, da včasih ne najdem besede, ne, ampak ja, tako, pač sem se vseeno podala na to pot. Odlično. Če se je medtem pojavilo kakšno vprašanje, kakšna misel? Ja, ali inicialke tudi, kaligrafijo? Ne, samo pisavo. Aha, samo pisavo. Ja, Kaligrafska to je s piresom? Ja, ali to art penny? Ker je razlika. Ja, eno in drugo. Art pen je pombica, tisto pa pomakaš? Ja, pomakaš, s tušem, ja. To so včasih pisali na samostalnih delih, ne? Pisovali so svetopismo in tudi, 14. 15. stoletje, ne vem, mislim. Ja. Ne, nisem šla tako daleč, je samo to, da sem se naučila pisati. Sem poučevala kaligrafijo na gradbeni šoli, zato, ta Teksas se reče, gradbena Kranj. To je center strokovnih šol bil takrat, tisti leta 92. Še morda To je bil vprašanje, misel? Pa to Triglav, ne, začneš iz Šmarno goro, greš na Primaža, dobiš kondicijo, Jaz sem bila lani že na Kredarici. Ankat v Makinah, ne? A ste bili Ankat v Makinah, a ne nikoli? Ne. A ja, ne, niste nekaj v Šulinke. Ne. Smilinka. Ja, Smilinka. Dobro, sicer bi čisto na konec še opozorila na tretjo našo izdajo, tu spredaj, torej na Mohornik. Gre za en tak nepogrešljiv pripomoček za načrtovanje zasebnega, službenega, tudi družinskega življenja. Koledarji se začnejo z aktualnim septembrom in traja nekako do konca decembra 2026. Vsebuje letne koledarje za vsa leta 25, 26, 27, z vsemi prazniki, posebno popisanimi. Sicer je pa razdeljen na tedenske koledarje, dopolnjen s natančnim pregledom godovnikov, praznikov, beril, evangelijev in zraven pa so tudi dodani prostorni, dovolj prostora skratka za te naše vsakodnevne zapise. Rokovnik bogatijo tudi podatki o spremembah luninih imen in navdihujoči knjižni citati naših letnih knjižnih izdaj. Skratka, tak zanimiv priročnik, tudi spiralna vezava in priročen format sta tisto, kar nam omogočata, da ga lahko tako na hitro damo v torbico in gremo z njim. Tako, toliko še o naši tretji izdaji, sicer pa bi se vam rada vsem trem zahvalila za zanimive misli, prodorne misli, z marsičim ste nam dali misliti, tudi zdaj, ko bomo odhajali. Hvala vam za ves ta optimizem, ki ga izžarevate po teh težkih preizkušnjah, bodi si v poeziji, ki ste jo zapisali, v teh utrinkih, bodi si v slikanici, za katero tudi si želimo, da gre čim bolj med ljudi. In vam
vama obema na nek način čestitam, vam za vaš prvenec, vam še za eno dodano slikanico v tem bogatem opusu in vam, sestra Metka, za torej drugo pesniško zbirko. Hvala vam še enkrat in res iskrene čestitke. Hvala. Hvala in vse dobro naprej. Hvala. Hvala vam. Pa še veliko novih slikanic. Hvala. Hvala vam in upajte si še naprej, tako prodorno, kako bi se zapisali. Bom upoštevala. Čestitam vam, navdihujoče, res. Vas še povabim k nakupu obeh knjig, danes po promocijski ceni. Potem še povabim na en naš naslednji dogodek in sicer na ob izidu trilogije Branka Cesnika Dolina zvezd, išla je torej zadnja v tej trilogiji, in vas vabim na pogovor z avtorjem, ki ga bo vodila Saško Cvirk, in sicer ponedeljek 22. septembra ob 17. uri tu v tej knjigarni. Potem pa še na koncu še eno povabilo, gospa Nuša je že prej omenjala, torej tudi to, kar je ostalo, ne samo o bolečini in trpljenju, je ostal tudi kredit in če bi kdo želel, so tam tudi listi s povabilom k donaciji, če želite kako pomagati, povabljeni, da vzamete in pomagate. Na koncu torej še enkrat hvala vam trem in vam, ki ste nas prišli poslušati, da ste si vzeli čas in ste prišli v našo družbo. In naj res sklenem današnje srečanje z mislijo sestre Metke, takole pravi: Zajemi z obema rokama življenje, ki se ti ponuja. S hvaležnostjo v srcu prebij okope nezadovoljstva. Torej pogumno in z veliko mero ljubezni skozi življenjske preizkušnje. Vam tudi sama želim in vam želim srečno in zadobno naprej. Hvala.